ti, če nekomu predajaš flamenko, tega se ne da naučiti, recimo pol leta ali pa v enem letu. Večinoma brez koreografije, to govorimo v prvem mesecu ali pa v prve 2 meseca. Tisti najbolj tradicionalni flamenko je pač samo neko družinsko srečanje, tam malo se poveselimo ali karkoli na ta feeling. 100 ljudi se to čudijo, pač vsak ima pač neke svoje principe, recimo. Tako da v vsakem primeru je to celosten pristop. Lepo pozdravljeni v novo epizodo Torkovega pogovora. Danes je ena zelo posebna epizoda, ki je z nama gost, Mitja Obed. In Mitja, je najprej res zelo lepo pozdravljen v tem najnem pogovoru, so zelo vesela, da si se odzval. Nama zelo veliko pomeni. In govorili bomo po eni zelo zanimivi temi in to je flamenko. In flamenko je res ena taka zelo posebna umetniška stvar, flamenko je ples. In da imamo pa ta pogovor o športu. In nekako sem si zamislil, da bomo danes malo povezali, kjer del flamenka je pa mogoče tak malo bolj športni del flamenka, ker bom kar takoj to vprašal. Glavni razlog je, ker jasna, moja sestra vedno pride domov iz flamenka in reče, da je prišla domov iz treninga. In to je meni vedno tako zanimivo, kar rečeš, kar plesiš. In jaz bi rekel, da je to bolj da je bolj pravilno, da bi rekel, da si prišel iz plesa ali pa iz neke vaje, kot pa iz treninga. In me mogoče zanima, ali je to res, potem se lahko obravnava kot trening ali je to bolj vaja? V oboje je, sigurno je nek preplet. Seveda pač, ker je flamenko je sam ples, je tudi pač precej fizičen. Tako da v osnovi je to sicer umetnost oziroma ples, ampak ker je pa tako fizičen oziroma tako gibalen, ga lahko seveda uvrstimo kot šport, čeprav zdaj to šport oznaka je zmeri pol problematična, recimo pri plesu recimo nasploh, tudi pri baletu recimo tega ne uvrščamo v šport, zato ker je pač precej karakteren, precej izrazen, ampak po drugi strani pa, če v bistvu samo fiziko pogledamo, imamo pa veliko recimo nožne tehnike, veliko delamo, obrati so, tudi se pravi, veliko se znojimo v bistvu, tako da v osnovi je del športa. To pomeni, se pravi, tisti osnovni del, da prideš do tega, da je flamenko res umetnost, je zelo vezan na šport, ampak potem tista končna slika je pa se pravi umetnost, če prav razumem. Tako je, oziroma jaz mislim, da je prva slika dejansko umetnost, ampak ker je toliko pol v bistvu se razvil tudi v samo fizično manifestacijo, če temu tako rečeš, recimo, ker je pač ples sam po sebi je šport, recimo, je pač zmeri potem, ne bom rekel, da konceptualno, recimo, paše v šport, ampak dejansko realno pa je v bistvu to pač posledica pač šport. In to potem flamenko izhaja iz, meni se zdi, da ker sem gledal, da iz arabskega sveta in potem so tudi se to potem ljudstva, ki so romala, so nekako to prinesla Španijo in mi to zelo zdaj povezujemo Španijo. Mogoče kaj več o tem izvoru flamenka, če mi poveš, ker mi je zelo zanimivo, kako so, flamenko je tako zelo širok področje, tega plesa. In iz kje dejansko flamenko izvira? Flamenko seveda pač izvira iz juga Španije, recimo sam po sebi kot geografsko, ampak je pa pač spoj različnih kultur, recimo. V prvi vrsti sicer tako, flamenko je v bistvu kot nastanek je glasba, v bistvu ni ples, recimo prva stvar, ki je začetek flamenka je bil samo petje, niti ne kitara, ampak samo petje, recimo to je tista prva stvar. Kasneje se je priključila kitara, pa kasneje ples v bistvu, ampak pustimo to, recimo, to smo pa zdaj tle konceptski. Ampak, sam flamenko seveda pač ne izvor, ampak korenine, recimo, so pa seveda pač iz arabskega sveta, iz judovskega sveta, tudi kaj okoli, v bistvu iz romskega, v bistvu cigansko populacija, je bila tam v bistvu med to populacijo, recimo, je nastal flamenko, recimo, tako da je to res spoj nekih treh, tudi španske kulture, recimo, take zelo velike kulture, pol kasneje tudi uvoženo iz kakšne Kube ali pa iz Južne Amerike, recimo, sploh je bil kakšen Paco de Lucia, recimo. Mene zanima ena stvar, ti, ki nekoga učiš oziroma treniraš, mene zanima, a si ti za njih bolj kot trener ali učitelj, ker v bistvu
sem se to tako včeraj, ko sem se malo pripravljal, sem se sprašal, si bolj učitelj, te bolj kot učitelja jemlje ali bolj kot nekega trenerja? Mislim, da če tako recimo se vprašamo, pol verjetno bolj učitelj, ker je vse, ampak se pravi pa vedno povezano, mislim, oziroma prepletajoče te dve stvari, recimo. Torej, v bistvu tehniko tako kot učiš, pa fizična pripravljenost pa nekako pride tako zraven, oziroma nekaj jo rabiš imeti, da pa na temu gradiš. Ja, recimo, če sam trening pogledamo, strukturo treninga je vedno v bistvu tudi pride švic, recimo, in vedno je pač, seveda lahko se temu tudi izogneš, ti lahko na flamenko recimo gledaš kot samo izključno umetnost, izključno ples, izključno uživancija, brez nekega pretiranega znojenja, recimo, to je pač tudi možno. In tudi ta flamenko, recimo kakšna fiesta, sporbularija, recimo obstaja, se ne gre za švic, gre se v bistvu za neko izražanje samega sebe. Medtem, ko sam flamenko, ki se je pa razvil mogoče odrski, ki ima veliko nog, veliko obratov, veliko vsega dogajanja gora, to pa zahteva veliko pripravljenost, recimo. Tako da v tem primeru se pa ja tudi pol daš pa vlogo trenerja, recimo. Ampak v vsakem primeru je, ker je to kompleksen sam po sebi. Flamenko ni samo, imamo 14 korakov, da jih usvojiti, pa to če bi bil 200 korakov, ampak je v osnovi, kot sem prej rekel, najprej je v bistvu prišel petje, oziroma flamenko je pač celotna kultura, ni samo, ti če nekomu predajaš flamenko, tega se ne da naučiti, recimo pol leta ali pa v enem letu, marsikaj se da, recimo, pač noge zgleda najbolj, govorimo o ritmu nog, recimo to zgleda najbolj kompleksno, najbolj wow, pa ful virtuozno, pa gor, ampak to je recimo stvar, ki je v bistvu najlažja, recimo, mislim, to tako malo govorim, malo iz noge, recimo. Tako da, ja, pač oboje, recimo, je pa tudi vsak del sezone drugače, recimo, zdaj smo imeli produkcijo, tako eno veliko v bistvu nastop in takrat se seveda še bolj v trenerja spremeniš, ker moraš vse uskladiti, pa več kondicije, pa mora biti, pa pač malo bič vzameš, pa pač narediš, da stvar funkcionira, recimo. Ja. Koliko pa recimo trening, oziroma kako to poteka, a so tako različni, je bolj tako fokusiran na eno smer, recimo, da smo pa trenirali samo recimo tehniko, ali pa se učili tehniko, pa recimo trenirali pa enkrat samo fizično pripravljenost, pa to povezati, mene to zanima. Ja, v bistvu, recimo, če pogledam na začetku sezone, ponavadi gremo kar s čisto tehniko. Kdaj je recimo začetek sezone? September, recimo, ne? Malo imamo tako tempirano, ne? Zdaj, ker zdaj imamo več različnih, trenutno je organizirano tako v naši šoli, da je v bistvu več skupin in vsaka skupina je kot neka celota, kar pomeni, da načeloma nimamo posebej klasov samo za tehniko, recimo, oziroma smo imeli, samo so bile te petke, pa so mečkan šli, ampak v prihodnosti bo tudi to, recimo, da bo samo ura, recimo, samo tehnike, kar pomeni, da pač samo švic in čista tehnika brez nekih globljih filozofij, recimo, ne. S tem, da trenutno na večino klasov je pa tako narejenih, da je recimo uro pa pol je in je na začetku sezone večinoma brez koreografije, to govorimo v prvem mesecu ali pa v prve 2 meseca, kjer se učimo tehniko nog, obratov, fizično pripravljenost, roke, recimo, pa še vse, kar spada zraven, recimo. Kasneje pa pol koreografija, recimo. Tako da pol proti koncu, ne vem, zadnji mesec pred produkcijo ali pa zadnja 2 mesece, pa praktično samo koreografija. Kaj pa še zmeri, pač tudi švic, kaj še zmeri, včasih še bolj, ker greš enkrat celo čez, na ful moraš odplesati. Tako da v vsakem primeru je to celosten pristopno. Ja, se si predstavljam. Zanima me, recimo, ko imaš različne športe, če bi, recimo, jaz, ki sem kolesar, mi ne paše sam, da sem skozi na kolesu in da treniram samo kolo. Hočem tudi, recimo, da nekako dobim, pri kolesarjenju je zelo pomembna cona 2 srčnega treninga, to zdaj zagotovo, za flamenko verjetno ne, ampak jaz poskušam to tako malo oživeti, ta moj trening, s tem, da grem recimo hoditi nekam čisto počas ali pa nekam teč. Zdaj me zanima, kot nek, ki pleše flamenko, katere športe bi tako recimo še bi lahko delal
da bi nekako si izboljšal kaj pri flamenku, recimo fizično pripravljenost ali pa recimo tehniko. Zdaj bom to govoril v bistvu iz svojih izkušenj, ne kot recimo to, kar recimo jaz delam. Zdaj pa če jaz treniram flamenko recimo in seveda recimo minus pri tem je, da si vedno v dvorani in to včasih jaz rabim ne odklop sam po sebi, ampak rabim nekaj drugega, tako da recimo sploh, ko pride malo toplejše vreme, grem na kolo recimo, to mi pač vsem si pač drug princip je, ker se meni je super v bistvu trenirati pa to, ampak vsem imaš občutek pol, to je mogoče malo psihološki, da si vedno zaprt v neko dvorano recimo in je to te malo včasih utesnuje recimo, mislim, ne govorim, ampak tako vidiš, recimo tam nekje marca, pol že vidiš, da je fajn. Pa, to ne pomeni, da bi zdaj nehal trenirati ali pa karkoli, ampak to pomeni, da bom izkoristil kakšne popoldneve ali pa vikende, recimo, da pač šibnem s kolesom, recimo. Tako da kolo je siguren super stvar, ali pa hoja, pač v hribe, recimo. Pa plavanje. Je pa pač vsak po svoje. Jaz recimo pač predvsem to, da greš se v naravo, meni osebno recimo, ne pa še pač, da presekam s tem, da grem karkoli delati v naravo, tako. To razumem, ja. Sej, mislim, jaz pa, ko sem kolesar, jaz pa v bistvu ne bi nikoli šel recimo pa nekaj v dvorano pa delati. Ja. Ampak ja, meni nekako najbolj, da sem zunaj, mi zdi, da se tega nikoli ne naveličaš, pa v dvorani se pa hiter naveličaš nekih stvari. Koliko časa pa že plešeš? 18 let, lih polnoletno. Ja, flamenko je. Tebe jaz nekako vidim kot v bistvu največjega slovenskega virtuoza flamenko, tako se meni zdi, da si dosegel neko zelo visoko točko flamenka in da tudi pol imaš zelo visoke povezave s Španijo in tako mogoče kako se ta slovenski flamenko svet povezuje s tem španskim flamenko svetom, se pravi predvsem z Andaluzijo, ker imate velikrat goste pa to. A to veliko prihaja tudi na kakšne seminarje pa to kakšni Španci, pa koliko radi sodelujete z njimi, nastopate kaj okrog? Ja, v bistvu, recimo sami te seminarije, trenutno pri nas v Koraventu organiziramo enkrat letno z njimi, s tem, da ker je recimo pred 4 leti je bil COVID in je vse v bistvu zamrlo, tako da smo takrat iz nule štartali. Trenutno smo na tem, da pač enkrat z njimi organiziramo, čeprav glede na to, da je vedno več interesa, bomo verjetno začeli tudi dvakratno. Enkrat pa prav posebej, to je zdaj konec avgusta, organiziramo pa z slovenskimi plesalci v bistvu, ker mečkam dajemo ta, bi se rekel, antipod te španskemu supremacizmu v flamenko, no, ker je vse mečkanje ne predsodek, ampak malo je te v bistvu pač flamenko je pač geografsko predispozicioniran, kar pomeni, da imamo včasih pol mi ne Španci s tem težave, v smislu, da pač nismo dosti cenjeni, če temu tako rečem. Tako da recimo trenutno imamo enkrat s španskimi umetniki, govorimo o seminarju, enkrat pa za slovenskimi umetniki, ker so tudi še drugi plesalci super v Sloveniji. Kar se pa tiče nastopov, pa malo je odvisno od financ recimo, ampak ja, jaz probam recimo v tem ciklu Espacio Flamenco malo narediti nek balans med Španci, pa med tudi v bistvu obstajajo recimo kitaristi, ki so izven Španije, ki so super, z njimi tudi sodelujem. Španci pa predvsej sodelujem, no. Smo kar parkrat na leto v bistvu naredimo kakšen projekt skupaj. Kaj pa različne zvrsti flamenka, ki so potem nastale? Jih je verjetno zelo veliko, ne? Zdaj pod zvrst misliš v smislu sam ta tradicionalno zvrst, palo, ki je v bistvu vaja flamenka? V osnovi mogoče ja tradicionalno, pa to modern flamenko, potem pa naprej sem mislil tudi, če tako ne vem, kaj se noče Seviljane, pa različne take vrste plesov, ki se jih uporablja za nastope. Mogoče bi kar tako začel, no, torej v tradicionalnem flamenku imate različne stile, reče se palo. Palo je v bistvu kot vaja, pomeni torej vaja flamenka recimo, ne. Tako da imate tle Alegría, Solá, Bulerías, pa Sevillana, tako kot se je rekel, recimo Sevillana so v bistvu niso flamenko, ampak so
folklora flamenko, recimo, ampak še zmeraj ga štejemo. Lahko kot flamenko so tak najbolj družaben ples, recimo, ki jo obstaja. Medtem, druga karakterizacija flamenka je pa tako, da je šel seveda v različne smeri, nekaj ta čisto tradicionalen flamenko, tudi različne šole znotraj tega, recimo en bo tak res hitano, recimo romski v bistvu stil, kakšen bo kakšna Escuela Sevillana, ki so take ful fine dame, recimo, ali pa v Madridu se vidi razlika, recimo, tudi kar se kitara tiče. Po drugi strani je pa flamenko zelo evolviral tudi v zelo modernega, tudi ful teatra, recimo, no, tako da različne, vsak ima malo po svoje, je pa zelo individualističen, tako da tlej neka ekstra karakterizacija težko niti narediti, ampak po osebi lahko rečeš, ta dela to, recimo, tako vidim, no. Kaj bi bil pa, naprimer, če bi treba razložiti razlika med tradicionalnim in modernim flamenkom, kaj bi bila taka razlika? Kaj je ta moderni flamenko upeljal v ples, kar tradicionalen ni imel? Sam tradicionalen flamenko je pač vedno ta spoj, pač kitara, ples, pa petje, oziroma pač petje, kitara, ples, recimo, če gremo v ta pravem vrstnem redu. In to je v bistvu kot nek spontani način izražanja njihove kulture, oziroma, zdaj, kar rečem, njihove kulture je pa zmeraj nekaj tujega to zveni, pač načeloma ne rabi biti to nič tujega, v bistvu, če ti veš, kako to funkcionira, recimo, v osnovi. To je tako, to bi lahko primerjal kot neko jazz improvizacijo. Pač improvizacija, ples, kitara, petje, recimo, in funkcionira, in to je čist, ni to folklora, ampak je vsem pač to neka ta ljudska izraznost, umetnost, recimo, če tako rečemo. Sodobni, modern ali eksperimentalni flamenko, to je spet tako, nič ni točno določenega, kaj je to sploh ta prava beseda. Ima pa ful možnosti, ful odprto, recimo ful več gledališča noter so vnesela, že v osnovi, recimo, tisti najbolj tradicionalni flamenko je pač samo neko družinsko srečanje, tam malo se poveselimo ali karkoli na ta feeling. Medtem, kasneje je že tako, v bistvu, včasih je bilo modern flamenko to, da se je sploh dal na oder, recimo, in se je zaradi tega tudi več v športno vejo, če temu tako rečemo, razvil, v smislu, da je bilo več nog, več vsega dogajanja, v bistvu, in je pač postal bolj fizično zahteven. A so mogoče kakšne take, recimo, poškodbe, ki so tako prav značilne za flamenko? Recimo kolena so predvsem na udaru, no? Zato so ponovadi te tla amortizirana, recimo prava. Recimo, to, kaj je tlele bil. Gležnji niti ne, no, mislim, se odvisno od koga, no? Ampak recimo to nisem slišal, da bi nekoga gležnji matrali. Recimo ti. Gležnine, ja, kolena znajo biti v bistvu, sploh recimo, če si na neprimernih tleh, pa so včasih kolena malo na udaru, ja, predvsej, ja. Že tako s temi dvoranami je problem, da pač ne dobiš te prave dvorane in je res fajn, da je pač plavajoči pod je to pol, v bistvu, da je pač mehčkano amortizira. In sploh, če veliko treniraš, je to bolj mal problem, pa učiš, pa treniraš, tako da to je problematično. Recimo kolena so tisto, ki so pač najbolj na udaru. Sem slišal tudi, sicer to sem sam za en primer slišal, no, ampak je bila precej znana plesalka, ki je ta v bistvu pri ledvicah odstopila tista mrena, no, zaradi toliko udarcev, recimo, to je pač ena stvar. Ja, to je že kaj. Gležnji verjamem, da siguren kdo, no, nisem nikoli slišal, pa stopala sama pač na tleh, recimo. Ampak dobro, to pač, da noht tudi pade, to pač ne šteješ kot nekaj ekstra poškodb, to se pač zgodi, recimo. Niso pa pogoste. Ne. Zdaj tako ponavadi, recimo, če govorimo o profesionalnih plesalcih, če pa govorim tako o ljubiteljskih plesalcih, se pa ponavadi se pa kakšna poškodba ponavadi že takoj pokaže in mora v bistvu potem oseba nehati. Recimo, kakšna če kolena, recimo, so ponavadi kar hitro občutljiva, recimo, če nekdo, ker vse ples je, flamenko je ples, ker recimo privlači vse malo starejšo populacijo, recimo, pri nas.
Sicer se borimo tudi v bistvu za kakšne najstnike, ne, za to populacijo, recimo, ker vsem pač iz tega pol nastane pa tudi kakšen profesionalni plesalca, ne. Tako da smo tle majčkeno skrbimo tudi za to. Ampak ja, recimo pač pri starejši populaciji, recimo pač 30-40, recimo je pa nekdo, ki ima mogoče ali pa skok, ali pa s čim ima probleme, se pa hitro lahko pokaže, no, da pač ne more, nažalost. Ne. Ja, recimo, zato je pa pomembno ogrevanje, ne, pri vseh športih je v bistvu ogrevanje pomembno, sploh pri teh, se recimo koliko recimo traja kakšen trening, ne, bi jaz si ne predstavljam, da bi trajal več. Uro pa pol. To je kar v bistvu tako, mislim, je kar dolgo, no? Ampak še vedno je pomemben, da se ti ogreješ. Ja, vedno je na začetku je ogrevanje, pa roke, telo, kolena, recimo, tudi v bistvu pač to, da se mora malo greti. Ponavadi je odvisen, se pravi, pač ogrevanje, po drugi strani pa dejansko pač ta tla ful, če so amortizirana, to ful pomaga, recimo. Kaj pa zgornji del telesa, kaj roke tako? Zelo velikrat sta, mislim, to zdaj ne več, ampak mami pa jasno, ko sta domov prišli, sta rekli, no pa ti poskusi roke tako gor, da Ja. Pošli, da kako je težko to je tudi zelo naporno za zgornji del, ne? Je kar. To je na splošno pri plesu v bistvu, da ta del tle precej dela, spal pa te zadnje mišice. Pa na ta prav način je treba držati, ne? Ker recimo zdaj, če držiš s tem delom, recimo tlele, je pol to takoj napaka, ker pač zakrčen si. Tako da je, kar se tega tiče, zelo fizičen, ne? In tle ima tudi v bistvu veliko znanja oziroma orodij iz baleta, recimo, ne? Pač balet je zelo osnova, recimo, zato ker je pač balet, če vzamete, je tudi tako, kot je ena znanost dobesedno o telesu, ki je precej skvadrirana, ker nima nič neki vijugastosti, ampak je vse nek kvadrat, ki v bistvu telo gledaš, kot da bi gledal tisto sliko od Da Vincija, tisto v bistvu. Tako precej mehanski, recimo. Ne. In v flamenku to znanje v bistvu je tudi precej inkorporirano notrno. Ker se vse na akademijah tudi flamenko učijo, pa na konservatorijih recimo, in je določeni flamenko plesalci, oziroma dosti veliko flamenko plesalcev, je tudi akademsko izobraženih v smislu, da pač pozna tehniko baleta in da se to v bistvu tudi precej uporablja. Balet v flamenku? Ja, oziroma tehnika baleta, ne sam balet recimo, ampak ja, kot si prav rekel, to je precej fizično zahtevno za določene mišice. Tako kot recimo kolo zahteva določene mišice, verjetno pri kolesu je sigurno kakšna mišica, ki je podhranjena, recimo, če temu rečemo. Flamenko se mi zdi, da zagotovo manj obremeni neko določeno mišično skupino, ampak nekako bolj več različnih, sploh za neke specifične gibe, ker v bistvu si ti zelo pri flamenku neomejen, ti lahko delaš, dobro, zdaj ne kar hočeš. To je bolj moderno flamenko pa, ne? Ja, pač moderno, seveda, ampak nisi ti na nečem in si omejen v nekom gibanju. Ja. Ker pri kolesu imaš recimo pač seveda pač delati tudi roke, mislim, sem si pač to tako, ampak večinoma se bo pač noge. Zdaj v flamenku je tako, ker ima seveda pač tok te tehnike nog, je seveda tudi veliko nog, ampak v osnovi, ker je pa to ples je pa vedno celosten, recimo. Recimo, za primer enega manj celostnega bi rekel irski ples, ker je pač tam zgoraj nimaš pol, recimo, če tako. V osnovi je pa kjerkoli ples je pa zelo celosten, kar se tiče mišične strukture, recimo. Ampak a je kakšna ta komponenta, recimo gibljivost, ravnotežje, da je tako bolj pomembna kot neka druga in da zaradi nekatere, recimo, da zdaj, če pa nisi ti gibljiv, pa ne boš mogel tega, ali pa če ti nisi fizično dosti sposoben, pa ti nekaj druga ne bo šlo, da se tako prepleta v smislu, da brez nečesa ni drugega. Zdaj bi mogoče tako začel, recimo, če primeram moderni ples, recimo modern, pa flamenko, recimo, čisto kar malo tako mi padla zdaj primerjava ven. Modern je, recimo, je res celosten, recimo, tle imaš res vse, pa gibanje gor, to je v bistvu
to je tako kot, to je res, recimo, če primerjaš športom ali pa telovadbo, to je res tako maksimalno celosten, kar je možno, recimo, ne. Recimo, toliko celosten flamenko, recimo, ni, čeprav po drugi strani, sploh, če greš v kakšne moderne vode, bo seveda pač tudi imel svojega svašta. Že to, da oni recimo na tleh delajo, ne, s tem full telo v bistvu uporabljaš. Govorimo o modernih, flamenko sam po sebi. Je seveda celosten, ker ti uporabljaš roke, recimo, na ta del mogoče ni toliko fluiden, recimo, kot pri kakšnem modernu, ampak še zmeraj vedno uporabljaš, recimo, ne, tako da seveda noge so tiste, ki so pač, če ti češ hitro noge imeti, moraš tega precej delati, ne, tako da to je siguren razvito. Pa koordinacija sama po sebi, čeprav to pač ne gre v fizičnost, ampak koordinacija sama po sebi je recimo ful specifična za flamenko, recimo. To, bolj, tudi plesalci imajo včasih s tem probleme, ne? Ker ti imaš vse, imaš ritem, imaš noge, pa roke, pa še telo in je to recimo pač zelo kompleksno, recimo. Ampak se pravi, to mogoče ne spada pač v področje športa, recimo sama koordinacija. Kaj pa profesionalna flamenka, recimo? A to je tudi tako tekmovalen ali ne, v osnovi ni tekmovalne, gre se bolj za recimo postaviti to na oder. Pač ena stvar je ta tablao je v bistvu tako kot posamezne točke, recimo, ne, če tako najlažje opišemo. Lahko so tudi pač predstave, kot predstava, da ima neko rdečo nit. Lahko je čist kot nek performance, recimo, to so te bolj moderne stvari, ki se pač lahko delaš kar češ praktično. Samo tekmovanje tudi obstaja tega neke konkursi, recimo, ki so tudi ene vrste tekmovanje, ampak to je tako, to je mogoče neka odskočna deska, ni pa nekaj, da bi to... Ja, se razumem. Ni tako, recimo... Je težko za nekaj, to je zelo subjektivno oceniti. Mislim, je pa ni, vse se da v bistvu, ampak bolj je problem to, da ni konceptualno, flamenko ni neko tekmovanje v čimerkoli, recimo, ne. Je sicer se uporablja za malo razvrstitev v smislu, da pač se pravim, da je nekomu odskočna deska, recimo, ne. Ja, se vidi se, kdo je dober, kdo ni, to zagotovo brez nekih tekmovanj. Ja. To je mogoče bolj kot neko srečanje, no, v Španiji imajo te konkurse, v bistvu, ki so tudi dobijo pač prvo nagrado, pa to, ne, ampak ni to v osnovi ni to point flamenka. Recimo tako, ga imate v teh standardnih plesih, pa latinsko-ameriških plesih, ki so v bistvu tudi bazirani na tekmovanju, recimo, ali pa modern, ki so pač te tekmovanja, pa hip-hop. Čeprav hip-hop to se v osnovi ne temelji na tekmovanju, ampak vsem pač imajo full tekmovanja, recimo, ne, ker je vsem pač na tak način. V flamenku pa recimo to ne. Ja, se hočem reči samo, da se tudi brez tekmovanja bi se videli, kdo kaj zna, pa kdo ne. Recimo, če bi mene ali Simona, to. Ja. Ne, sigurno ne rabiš tekmovanja, da recimo pač veš, da se zna umestiti, ne, ampak recimo, če tako eno anekdoto povem, enkrat smo bili v bistvu v Splitu, no pa je pač tema nanesla na eno plesalko, ki je pač bila flamenko plesalka, pa ne iz Splita, ampak pač iz nek drugod, no, ampak se je pač zelo hvalila tudi v svojem življenjepisu, da je pač Guinnessov rekord v bistvu postavlja z nogam, ker je pač seveda pač prosti tega tegnil niz, drugič pa to sploh ni point flamenka, recimo, ne. Ja, to, ko bolj začneš podatke postavljati, to ples, ga zgubi nek pomen. Ja. Tisto na polno plesno. Neke ocene se mi zdijo tako malo take nasilo, da bi nekoga ocenjeval zdaj neki. Ja. V resnici sej lahko postaviš neka pravila, pa ocenjuješ, ampak drugače pa me zdi, da to ni point plesa, da bi zdaj neka pravila dajal in potem na podlagi tega ocenjeval. V bistvu plesa oziroma flamenka recimo je pač izražanje samega sebe, ampak po drugi strani je pa spet odvisno od človeka, recimo, je pa tudi izražaš sebe, če sam stojiš, pač ne boš lih izrazil sebe, ampak moraš biti v bistvu nekak športan, fizičen, recimo. Ja, seveda nekaj rabiš, mislim, da moraš biti nek mislim, tak, inovativno, naredil moraš za to nekaj truditi, da se treba potruditi. Mislim, recimo na teden to znese, mislim, ker nekaj ur po moje, nekaj posvetiti časa temu, pa zagotovo tudi mentalne priprave, po moje. Ja, seveda pač za profesionalnega plesalca to pomeni, mislim, odvisno od
koliko imaš časa, ker pač vsem pol življenja tudi prenese druge obveznosti, recimo, ne? Ampak načeloma vsem po moje tisto tako nek minimum, da rečeš, da saj približno zdržuješ, pa vsem probaš 2 ure na dan trenirati, recimo, ne? Načeloma več, ne, ampak To je predvsem, ne zdaj se mi zdi tako, da je zelo napolno, da te postavlja. Ja, se tudi trening vzameš kot ta viš nek pač ogrevanje, pa gor, pa dol, ja, pa tudi pač... Sigurno, Se najprej rabiš se ogreti, to je tudi zagotovo del treninga. Ja. Ne, se pač včasih je pa tudi več, ne, recimo tudi kakšne priprave polo, pa sploh na kakšno predstavo pač traja več, ne, se da zdržati v bistvu, pač dobiš kondicijo. Nastopanje na odru je zelo taka. Jaz vedno, kadar sem kaj nastopil na odru, sem bil na začetku teh nastopov zelo živčen pred tem prihodom na odru. Za flamenko si pa, meni se zdi, da rekel, da je zelo tako, da prideš na oder, si ti tam zato, da uživaš. A si tudi živčen, pred tem, ko prideš na oder pred nastopom, ali je tako, jaz pridem sem in vem, da znam in bom užival na odru. Jaz ti rečem v bistvu neka pozitivna trema oziroma neka, mogoče niti ne pozitivna trema, ampak neka prisotnost v bistvu. Ker veš, da gre ena stvar zares, recimo. No? In ni v smislu pač drugega poskusa ali pa pač to. Pa se pravi, v bistvu to spet pol ponavljamo, ne, spet je v bistvu gre se za izražanje samega sebe, recimo, oziroma ne samo izražanje samega sebe, ampak izražanje svojega statementa, recimo, gibalnega ali pa pač, jaz včasih recimo tudi plesu, recimo, kakšnih predstave niti ne rečem ples, ampak arhitektura giba, recimo, ne, zato, ker je vse narediš nek spoj, nek koreografijo, neko postavitev, recimo, ne. Tako da jaz v bistvu temu odvisno od osebe, recimo, tudi ko vidim zdaj, si tu podoben pač pri športu tudi, ne, čeprav mogoče malo drugače, ker si bolj izpostavljen, recimo, mogoče pri petju si še bolj izpostavljen, kot pri plesu, recimo, ampak recimo, ko gledam pač te plesalce moje, recimo, ne, eni imajo predvsej s tem trema, eni pa čisto zablestijo takoj v bistvu, ne, pa v bistvu je na treningu pač v redu, super, ne, ko pa pride kamera ali pa ko pride oder, je pa tako prav zablestijo, ne. Tako da eni imajo s tem več problemov, ne, jaz sem tudi v življenju recimo imel tako obdobje, ko mi je bilo pač ful težko, sploh recimo govoriti, pa je bila to v bistvu strašna trema, seveda pač z izkušnjami to pač zgine, no, ampak v osnovi je pa tisto, kar pa ostane, je pa ta nek, ne vem kaj, ja, pač pravim pozitivna trema, v bistvu, oziroma neka prisotnost, da v bistvu si, da čutiš to v bistvu, da imaš neke metuljčke v bistvu noter, glede tega, da v bistvu, da ti nastopaš. Ja, mora ti biti nekaj pomemben, da veš, da si se za to pripravil in da če nimaš treme, ponavadi, vsaj jaz, ki si izkušal, je pa to nekako slabše, zato ker ti moraš skrbeti v nečemu, ne. Nekaj te mora biti strah, ker nekaj si ti dol za to in pol po moje si za to. Ja, pa recimo mene ne, zdaj tako, jaz delujem na 2 področjih, neko ta čisto tradicionalni, ne, ko v bistvu sodelujem z glasbeniki in to mi zmeri v bistvu, meni je bistvo nastopa v bistvu sodelovanje z njimi in improvizacija z njimi in kako v bistvu mi med sabo komuniciramo, ne, pač publika je tam zraven v redu in to je recimo stvar, ki ti pol nam rekel prežene tremo, ampak v smislu, ki pač se tremo ti da v bistvu tista publika, ne, ampak ti si pa, po eni strani v bistvu ful ceniš to tremo, ker to ti naredi, ti v glavi naredi v bistvu nek prostor, mislim ne v glavi, ampak pač narediš si, da je to zdaj prostor tlele, ker ti zares v bistvu odplešeš od A pa do Ž, recimo, ne, in to je to. Tako da to izgledam v bistvu na precej pozitivno, no. Ne čutim pa kot neko ohromitev, recimo, ker včasih je pač, se moraš pa s tem boriti, no, mogoče sploh na začetku. A pa je več punc, ker se zato je več punc? Ja. Zdaj tako na splošno v plesu je več punc, s tem, da pri flamenku je pa to še toliko več. To je malo zato, ker se mi zdi, da je pač ljudi niti iz večjih razlogov, no, pač načeloma zato, ker pač
ne vem, zakaj v bistvu fanti toliko manj, zakaj recimo, a je to pač, ne počutim se dober, ampak bi recimo, so tam mogoče recimo vidva lahko poveste, recimo, kako se je, kva vidva vidite na ples recimo, Ja, jaz sem v življenju treniral prav strukturirano, res samo kajak na divjih vodah, tako. Mislim, da fantje so tako zelo, sem predvsem mlajši, zelo ekipni športi in da smo taki zelo, bi rekel, socialni, da hočemo imeti neko družbo, ki nas povezuje skupaj. Zdaj sem flamenko, se mi zdi, da je tak, ampak meni se zdi, da nekako vsi mlajši tako bolj nogomet, tako take stvari. Pa, ko odraseš, pa po mojem, se daš v neke bolj take individualne športe nekako. Ja. Mislim, da je tako, no. Mislim, sej nikoli to ne pomeni, da si sam nekje, ampak... Ja. To je tako, pač 100 ljudi se to čudi, pač vsak ima pač neko svoje princip, recimo. Tako zdaj pri fantih recimo je, flamenko sam po sebi je, recimo tako, kar ga jaz vidim, je v bistvu ples za oba spola, v smislu pač je ful moški, pa ful ženski, recimo. Pač oboje je tako ful poudarjeno, ne tako, kot recimo, ne vem, orientalski ples, ki je pač tudi moški ples je orientalski ples, ampak načeloma je to vse ženski, recimo. In tle recimo razumem, pač, da mogoče večinoma, da pač moški ne bojo šli na to. Mogoče, če pač ne vem, kje v Egiptu ta kultura, da vse moški grejo, ne vem, ne poznam, ampak v flamengu je pa prav specifično, da je to res izjemno moški ples. Ne govorim, da je bolj moški kot bolj ženski, ampak da sta pač oba pola, to sta dva različna plesa, ampak za oboje je, recimo. In tle me preseneča, da v bistvu ni več moških, čeprav zadnje leto pa kar malo capljavno, tako da malo delamo na tem, verjetno malo pomaga tudi to, da jaz učim, ker načeloma se jim to bolj punce učijo. Se pravim, res je ta poudarjena moškost, tako da ne vem čist zakaj ni že bolj, recimo, ampak ja, kar pa... Jaz bi rekel, da imamo mi mogoče manj veselje z izražanjem samega sebe, z izvajanjem nekih lepih gibov. Bolj smo taki, da bomo da bi vzel nekaj pa premaknil sebe, da je cilj nek premik, ne pa da boš ta premik naredil lepo. Ja. Po moje malo to, da mi gledamo na flamenko, kot tle bo sicer enak naporno bo giba, ga boš mogoče ti lepo izvesti. In se mi zdi, da nam je to mečkaj manj pomembno. Mislim, da mi nočemo še pri športu glave uporabljati, ker recimo pri flamenko zagotovljamo vse povezano, ker je to vse, kot si rekel, zelo kompleksna zadeva. Ni to zdaj tek, recimo, ker pač greš in ti ni treba neke, tudi, mislim, mentalna priprava je, ampak v smislu, da vse to skupaj povežeš v celoto in to se mi je. Ja, se to sta mi dala super idejo, v bistvu. Nekaj drugače malo razmišljam za naslednjo sezono, kako v bistvu privabiti moške, v bistvu na kakšen način. Ampak dejansko je pač to, da mogoče malo bolj ta power, malo bolj v bistvu to. Tako da mi je zanimivo razvojno, ko bi se itak v vseh teh letih pa razmišljaš, kaj bi v bistvu lahko ne izboljšal, ampak pač v smislu, kako bi lahko. Je pa tudi to, kar se flamenka tiče, da recimo prva stvar, kar ljudem na misli, če jih vprašaš, da mi je dve asociacije, recimo bil si javni volančki, recimo pa pač roža v laseh. Zaradi tega je tudi po moje ta mal princip predsodek, da je to ženski ples, recimo v osnovi po moje. In pa se pač je tudi del tega, da se moški tudi pol ne počutijo v bistvu, da bo v skupino žensk prišel, pa bo sam tam, recimo. Tako da to zna biti tudi, recimo, zavora. Pa verjamem, da se bo v prihodnjih letih to vse malo spremenilo, da bomo še kakšne moške dobili na tečajih. Ja, se mi zdi, da bi bilo pa tako zelo koristno za nas, ker se nekako odpreš in spraviš nek del te utesnjenosti, ker sem zelo napet, pa bi verjetno z nekimi takimi plesi, flamenkom, nekimi rahlimi gibi, nekimi umetniškimi gibi, bi prišel do tega, da bi bil bolj odprt, da bi bil manj zategnjen. Ja, jaz siguren, ja, v bistvu
Sigurno je bil za moške pač recimo to dobrodošla stvar. Po mojem, mislim, ful bi mi bil zanimiv eno skupino moških, recimo enkrat mi to mislim, da pač, da vidiš, kaj je to čist drug princip, recimo, ne. Zdaj, tako v bistvu recimo mi gradimo kot nek center flamenka, recimo tle v Sloveniji, ki sem v bistvu ful pozitivno presenečen, ko gre v bistvu super navzgor, ne. Tudi imam srečo, da treniram profesionalne predstavce, ne, torej v bistvu, da poleg začetnikov, pa srednjih, pa nadaljevalnih stopenj, imamo tudi v bistvu skupino za profesionalce, tle je tudi v bistvu jasna, ki je pa res na visokem nivoju, ne, pol v bistvu so te treningi, ampak to imam pač srečo, da se taka ekipa nabrala, no, kot so tudi ene par plesalk, ki smo že včasih skupaj plesali, tako da imamo, ne vem, super funkcionirano. Sam veš kaj, glede tudi fizične pripravljenosti tukaj, recimo jaz se mi zdi, da bolj fizično pripravljen kot večina oziroma vsi plesalci, ampak meni se zdi, da če ti v neki stvari ne uživaš, če ti tega ne delaš z veseljem, boš se tudi v bistvu zelo malo v trgudu naveličil, ker recimo, čisto oseben primer, jaz sem recimo se z njegovim bratcem, ki je ful mlajši, lovil po dvorišču, pa sem jaz bil kar smatran, no. Ker nisem prav več užival v temu, ta malo pa ni bil, ne. In se mi zdi, da recimo fantje, če prišli tja, pa so malo bolj fizično sposobni, da po moje se, če ti nisi zainteresiran za nekaj, po moje se ne bo to videl več, koliko si ti za nekaj fizično sposoben, no? Da tukaj ni vse samo v fizični pripravljenosti. Mislim, da je to pogoj, ampak da rabiš ti zagotovo si nekaj tudi želeti. Sigurno, to je v bistvu, kadarkoli imaš ti motivacijo, pa v bistvu gre vse lažje, ne, recimo, pa v bistvu tudi telo več drži, tudi več treninga, več časa, tudi ne glede na to, da si ti zaprt v bistvu nekje, recimo, ne, tudi če imaš zunanjo motivacijo ali pa veš, da bo nek nastop, je takoj drugače v bistvu. To, po drugi strani je pa tako, da recimo, seveda ti si lahko kondicijsko pripravljen, ampak če gib oziroma dinamika giba je drugačna, lahko tvoja kondicija ne bo isti nivo, ti na isti nivo prenese, recimo, ti se podil zadamo, ne? Kar pomeni, da je tudi drugače, ti si vsem na kolesu si v nekem konstantnem gibanju, ne? Pa ful bi se mišice uporabljaš, medtem če pa skozi zaštopaš tako, recimo tenisa, ne? Bi ti bilo pa verjetno čist drugo v bistvu, ne? Ja, jaz sem šel tenis igrat z eno napol profesionalko, pa sem res po eni uri, ne da sem bil zmatran, ostalo se mi ni več, nisem imel več energije, sicer tega nisem hotel priznati, ampak ne gre. Recimo, če bi jaz plesal flamenko, no, si ne znam predstavljati, ampak jaz mislim, da bi po pol uri bi bil jaz čist tako, jaz ko sem tenis igral, sem se v glavo zelo počutil, prav čuden mi je bilo, ker nisem navajen teh gibov. Recimo ti, ki si začel s flamenkom, kako si to se navadaš, ker jaz recimo... Mislim, to je že toliko časa nazaj, da veš, da pol ne gledaš čist isto, pa takrat... 18 let, A veš, pa takrat začneš vsem pač... Iz nule. Ja, sicer nisem čisto začetno šel, ampak vsem pač, veš, je šlo počas, ampak smo kar švicali, so bili tudi super treningi takrat, smo imeli srečo, tudi v Ljubljani, ful sem sam delal tudi, po Španiji sem bil, ampak ja, v Španiji je bilo kar divje. Ampak se pravim, nisem začel na profesionalnem nivoju, sem pač začneš, veš, počas rasteš gor, tako da tisti treningi so bili, ampak ni pa bilo tako, kar recimo danes gleda, recimo en orang trening. Kje je lažje narediti napako? Če plešeš na primer na odru, ne? Če plešeš sam ali če plešeš koreografijo v skupini? Meni osebno absolutno, če plešem koreografijo. Mislim, zdaj kaj to pomeni lažje? Da se hitreje zgodi ali da je lažje preživiš? Oboje. Lažje preživiš se gotovo v skupini. Ne, mislim, zdaj tako, če si ti, zdaj tako, odvisen kakšna napaka, recimo, primer. Meni osebno, jaz večinoma plešem solo in je v bistvu tudi večinoma je napol improviziran. In mi je pol v skupini vedno kar malo, ne lih stres, ampak pač nisem čisto več jaz, recimo, ne.
Ampak tam mora štimati, tam ne moreš neki na pol, tam ne moreš neki po svoje, čeprav ti včasih tudi zapaše recimo neki po svoje narediti. Tako da meni je to recimo ful težji v skupini. Po eni strani lažje, ker je bolj strukturiran, pa veš, ampak tako da meni recimo, jaz se lahko zmotam, jaz ne rečem temu zmotam, ampak pač drugače narediš recimo, če delaš solo recimo, ker itak je večina precej improvizirano, tako da tle itak temu niti ne bi rekel napaka, je pa pač vrsta napaka, ki pa se vidi, da si izven ritma ali pa karkoli, tisti je pa pač napaka, tisti je pa pač ostro oko bo to videlo, nekdo ne bo videl, tako da se pač ne moreš se sekirati zaradi vsake stvari, ampak tako da recimo, če je tako malo napaka, da je izven ritma, te bo itak skupina rešila. Na to je v skupini lažji, v solo to je težji. Medtem, če je pa tako, ker se telesno tiče, da se zdaj zafrkneš ali pa se narobe obrneš, pa se vidi, da pač v skupini. Nekaj, kar v solo to sploh niti ne bo motilo. Recimo, če se ti pol obrata na celega obrneš, recimo, če to primer dam, v solo to nič ne pomeni, čisto v redu. V skupini pa zgleda katastrofa, če pa žene. Ja. Ja, se hitro je opasno, verjetno. Mislim, dober, nekdo je opas, ki se na nekaj spozna, recimo zaradi mene, če bi mi dva recimo gledala, jaz ne bi nič videl, ne. Jaz bi videl, da je vse v redu, pač prvo bi lahko bilo zelo narobe. Ja. En del flamenka so piruete, to verjetno niso baleta izvira, kako? Ja in ne, sej tle v bistvu niti ne vem čisto točno zgodovina, ampak piruete so bile vedno v bistvu, oziroma obrate so bile povsod, so bile vedno ljudem zanimive, recimo. Tako da balet je verjetno pol sam to tehniko pol še izpilo, recimo, so uporabljali pač to tehniko zato, da so ja še bolj, ker načeloma v flamenku, recimo, če pogledamo sploh ta hitanos so v bistvu, to ni slabšalno, mi rečemo cigani, ampak oni sami sebe rečejo cigani, načeloma bi pač lahko rečemo Romi ali karkoli, ampak hitanos je. Oni imajo pač specifičen način obrata, ki je v bistvu cak, ampak v bistvu si skozi v bistvu na tleh, pa sam flikneš pa nazaj, recimo nogo. To je recimo nima povezave z baletom in oni recimo ti hitanosi, oni ne delajo baleta, večinoma ne delajo baleta, ampak imajo ti super obrate. Nimajo pač piruete v smislu ene noge, da bi dva naenkrat naredil v zrak, z nogo v zraku, tako da pač, ampak so tisti vrhunski recimo. Tako da je ful je odvisno. Flamenko je taka širok spekter in imate eni, ki so so povezani z baletom, recimo so ful delali baleta, eni plesalci govorim, eni pa ful ne, recimo. Tako da, ampak oboji vrtijo. Tako da ni čisto direktno povezano z baletom, je pa siguren pač, tudi tako gledam, kot kjerkoli stvar, vsaka stvar, karkoli delaš, pa je to ples ali pa karkoli, vedno lahko znanje iz nekje drugje če potegneš. V tem primeru v flamenku seveda pač je bo vedno odprt do teh stvari, odprt in zaprt, to je zdaj taka debata v bistvu. In je pač iz baleta potegnil, tudi iz drugih plesov, recimo iz španske folklore, recimo. Španska folklora je tudi precej taka virtuozna, kakšna hota je zelo skakajoča, recimo. Pa ne se folklora tako, taka mirna, v redu, ampak načeloma lahko en povprečen ali pa podpovprečen plesalec bo to načeloma usvojil lahko. Medtem, kakšna španska folklora je pa to, se vrti kastanjete zraven, svega in svašta. Kaj pa fizika teh piruet? A to slučajno veš, kakšne hitrosti so to dosežen v piruetah pa? Odvisno, ja, nisem hitrosti, veš kaj hitrosti, sama hitrost, dobro se itak to vrtilna, pač ta moment. Ja, spodna hitrost. Ja, ja, odvisno, recimo, če tako primeram, recimo, najhitrejši obrati so pri kakšnih teh letinih, latinsko-ameriških, so res umne punce se vrtijo ck, ne v bistvu, recimo, če po hitrosti, recimo, primerjamo. V samem flamenku, ja, tudi v bistvu so precej hitre, vse imaš ck glava, ne, v bistvu, tako da znajo biti precej hitre, koliko je to, če približno zračunamo, v bistvu recimo en pa pol obrat na sekundo, recimo, sigurno lahko, pač se ni to toliko, se ena sekunda je precej velika, precej dolga stvar. Zdaj sem to nekaj na pamet rekel, ampak...
Tako zanimivo je. Ja. Gledati te piruete, ki so nekaj element, ki se ti zdi, da je zelo težek. Ne? Pa glava se vrti posebej v telesu. Ne? Ja, glava v bistvu mora biti, v flamenku je v bistvu načeloma fokus, pa fokus na koncu. Ti se v bistvu vrtiš, pa čakaš tlele, kar pomeni, da ne greš takole. Ja, to obstaja, recimo pri baletu obstajajo te daš piruete, pa skaš mnogo predvsej uvati ti dogor, v bistvu kakš vsem takole, zdaj ne tako, ni da tle za gipsen vrat ali pa karkoli, ampak tisto najbolj osnova je pač, da se vrtiš, pa na koncu glavo v bistvu obrneš. Ker drugače bi se verjetno tudi ta center ravnotežja porušil. Ja, to je pa tudi predvsej povezan s tem, kot sem na začetku govoril, ta kvadrat v bistvu v telesu. Tle imaš v bistvu, jaz se včasih razlagam to, da je medenica, recimo ena elipsa, ta, kaj je že tole, rebrni koš, ta spodje, v bistvu ena elipsa, pa ta rama so ena elipsa. In te tri elipse morajo v bistvu ena na drugi biti postavljene in ne smejo biti tako, če češ biti v balansu. To je recimo čist pristop baleta, pa tudi, ampak ni sam balet, pač balet samo jemlje iz fizikalnosti samega telesa. V osnovi jaz tako pravim, da je manj dogajanja, bolj si v balansu. In to je recimo čisto pravilo, ki se ga moraš držati, seveda imaš pa lahko pač to, ampak za res dejansko usvojiti to bistvo, kaj pomeni balans, je pa dejansko to, da si pač, da je telo to, recimo, da ne nič ni tle neki zvit, ampak pač ali boš raven, ali pa ne boš ni neke vmesne poti. Tako da pač balans je vedno, pa pirueti so vedno povezani z konceptom manj je več, v smislu, da pač nič ne štrli ven desno-levo, ampak da imaš uno vasar vago. 1, 2, 3 vasar vage in to mora pač štimati. Ja. Misliš, da še športno vprašanje? Mogoče gre nekaj sami. Ja, to se ne razmišljalo, ampak meni se zdi, da nekako prehrana tukaj, mislim, verjetno ne dela neke razlike ali pa neke pomembne vloge. Mislim, hrana mora biti pač po moje najbolj pomembno, da je to, da je raznolika. Pač se je to nasplošno. Ful odvisno od obdobij, recimo, če res so konkretni treningi, pač mora biti malo več. Ja, pa odvisno od človeka, recimo. Ja, jaz osebno sem nekaj, recimo, ne jem mesa, ampak se da tudi, pač da se v bistvu. Je važno, da je tako rekel, da je zdrava prehrana, pa mislim, ne smeš biti neki debel, po moje. Ja, mislim, v flamenku imaš tudi malo tako, malo bolj konkretne ljudi, Ja, kar je super. Mislim, recimo, to je meni načeloma plus pri flamenku, ker ni selektiven, pač vsakem po svoje zmožnosti, predvsej v bistvu, če bi se tako izrazil, flamenko ne body shame, recimo, pač, ker je po eni strani super, ker pomeni, da ti si lahko ful suh ali pa ful, to pač vsak ima svoje specifike in ti si izkoristiš. Pač tudi malo odvisno človeka, ali se bo temu prepustil ali pa bo vsega neke normative dal v bistvu. Ampak recimo, če jaz to tako pri sebi vidim, če je recimo, da je tako odvisno, kako imaš to urejeno, recimo, če ti veš, da skozi nekam letaš, je pač fajn tudi si kakšen, ne vem, shake narediti ali pa kaj tazga, pač so vmesena. Jaz osebno pač načeloma pred treningom moram direkt pred treningom jesti, recimo, jaz tako funkcioniram. Ja, jaz tako funkcioniram, recimo, večinoma pa ne, ni pa 2 ure prej ne more, recimo. Jaz dobesedno preden grem na oder jem, recimo. Samo to je ful odvisen kdo. Ja, recimo, mislim, vse si predstavljam, vse da, ker recimo tudi pri kolesarstvu se ti da, recimo pri teku se pa to ne da, da bi ti zdaj. Ja. Mislim, meni se je zgodilo na en trening, samo to se pač zgodilo, da sem 2 kosila pojedel, enega za drugim, pa sem šel pa trenirati, pa mi je bilo recimo slabo, ampak to je bilo enkrat v življenju, recimo. Jaz imam specifično prebavo, kar se tega tiče v bistvu. Tako da ravnotežena prehrana pa. Ja, meni se zdi, da s prehrano tukaj ni nekih največjih komplikacij, kakor je pri kakšnih drugih športih, po mojem. Ja. Je to, ni čist simpel, ampak mislim, da ni odločilen faktor prehrane. Ja, spet odvisen na kaj točen delaš, recimo, oziroma kaj točen, koliko visok nivo, recimo, delaš. Ja. Če si
bolj profesionalno, po moje. Tako, recimo za pač te naše, te, ki trenirajo, to nima pač veze, dober. Pa če sam junk food ješ, siguren, to ni dobro, ampak ni pa tako, da preko, kot, a veš, je fizičen, ampak še zmeri pač ne tako pa kot recimo, ne vem, tek ali pa maraton ali pa kolesarstvo, recimo pač drugo. Ja, to mi je več, je pomembno. Imaš še kakšno misel za zaključek? Mogoče edin pač to, da je pač šport ali pa umetnost oziroma pač, če gledamo kot flamenko. Flamenko ne moramo gledati kot šport, ampak v osnovi kot gibanje ga pa lahko seveda gledamo. Se mi zdi, da je tudi tak fajn športno, ki lahko izraziš sebe v bistvu ne samo mentalno, ampak tudi v bistvu pač fizično. Tako da mislim, da kjerkoli šport je v bistvu zelo dobrodošel za splošno publiko, ki se mi zdi, da včasih tega kar malo premalo, sploh s današnjimi telefoni. Ja, se strinjam. Najlepša hvala, da si vzel čas za naj. Hvala vam za povabilo. Upam, da ste uživali v tem zelo zanimivem pogovoru. Če bi radi prišli k Miti plesati flamenko, bom tudi v opis dal par povezav do njega. Tudi zelo zanimive posnetke dela. Njegovo delo je zelo zanimivo, tako da si ga pogledajte. Mi se pa vidimo naslednji tak.